Dober večer, pozdravljeni vsi skupaj. Danes je pred nami drugi dogodek v nizu klepetov o samostojnosti. Pred nami je sklop kratkih predavanj. Prvemu bomo lahko prisluhnili Petru Rotu. Njegovo predavanje ima naslov Kako spodbuditi samostojnost pri mladih in odraslih. Peter, izvoli. Hvala. Hvala za besedo. Me zanima, jaz bi samo eno fotografijo dodal. Toliko mislim, da če bo šlo. Ali ne. Share screen. Takole. A zdaj vidite? Vidimo. Ok. Sej, to je v resnici, bom rekel, tak tiflopedagoški temelj, o katerem, se pravim, bi danes malo govoril, pa mogoče pri vsakem izmed področji povedal par stvari iz prakse, ki jih vidim kot težave oziroma kot izzive. Torej, za vse videče in za tiste, ki nas zaparo videa, samo toliko, da povem. Fotografija predstavlja takole v obliki kroga, na sredini tega kroga piše rehabilitacijska področja, nato pa so v krogu napisano 9 teh področij. Jaz jih bom zdaj na hitro prebral, potem pa bomo šli področje po področju oziroma področje po področje, bomo povedali nekaj besed o tem, kaj bi do neke zgodnje odraslosti bilo že pod kontrolo, že obvladano, kaj od teh področij so pa mogoče tista področja, ki so največji izziv oziroma mogoče v tem prehodu iz mladosti v odraslost, v neko samostojnost, najpomembnejše tudi za en tak bolj, bom rekel, takten pristop ali pa premišljen pristop, načrtovan pristop. Ok, torej, da gremo čisto po vrsti. Prvo področje tukaj v tem krogu je pomožna in podporna tehnologija. Zdaj, torej pomožna in podporna tehnologija, temu sledi senzorne spretnosti, kompenzatorne spretnosti, orientacija in mobilnost, socialne spretnosti, prostočasne in rekreacijske dejavnosti, vsakodnevne veščine, opolnomočenje in zaposlitvene veščine. Toliko, da veste, kaj na fotografiji, torej to so rehabilitacijska področja, mogoče še v tem našem primeru tiflopedagoška področja, kjer mi pri načrtovanju nekako poskušamo uloviti oziroma naše delo nekako na ta področja uloviti. Zdaj rabi na tem področju ali na katerem od teh področji vidimo primanjkljaje, ker potem za vsako področje so neki instrumenti ali pa neke pravila, po katerih lahko delamo. Torej, prvo področje, bom šel kar tako, kot so tukaj oštevilčeni, torej po vrstnem redu, ki ga imam določenega s to fotografijo, in prva je pomožna in podporna tehnologija. Torej, tukaj ne bom izgubljal dosti besed, zakaj ne? Zaradi tega, ker to je področje, kjer so osebe z okvaro vida, še posebej tiste, ki se z okvaro vida živijo že od rojstva ali pa od zelo rane mladosti, so izziv temu ponavadi. Znajo zelo hitro današnje generacije, kar se mi je zdelo z mlajšimi, z otroci, pa tudi z mladimi odraslimi, obvladajo, imajo v mezincu tako pametne telefone kot računalnike. Tako da to je že eno tako področje, kjer marsikatere osebe z okvaro vida, dajmo reči šolski sistem, družba, socialni stiki, prijatelji prisilijo v to, da je na tem področju pripravljen. Drugo tako področje so senzorne spretnosti. Zdaj pod senzorne spretnosti spadajo bolj, torej, kako nadomeščamo, s katerimi čutili nadomeščamo izgubo vida, torej tukaj se gre za vaje tipa, vaje sluha, torej tudi vaje voha, če je potrebno, torej zopet govorimo o enih veščinah, ki se zopet so skozi ene prijetne aktivnosti, se da to trenirati že skozi predšolsko obdobje, bo verjetno Janja že kaj govorila o tem, pa skozi šolsko obdobje, so pomembne, zaradi tega
To je pomembno, zaradi tega, ker seveda potem vse te informacije, ki jih mi dobimo z vidom, ne, tista famozna številka, do 80% vseh informacij iz okolja dobimo z vidom, je treba potem prenesti na ostala čutila. Tako da so te trening teh senzornih spretnosti. Ampak zopet, ko pridemo do odraslosti, je to že nekako naučeno. Če pa govorimo o kasnejših izgubah vida, torej o izgubi vida v odrasli dobi, so pa lahko tudi že te prvi dve stopnji, bom rekel, torej že ta prva dva področja težka in potrebna nekaj treninga, ne. Odrasli dostikrat rečejo, moji prsti ne čutijo nič. V resnici ni, da ne čutijo nič, samo vajeni niso toliko čutiti in niso vajeni odrasle osebe mogoče poslušati toliko, kaj jim prsti govorijo, ne. Ampak zopet, torej, če govorimo, torej potem je treba tudi pri odraslih, v tem primeru kasnejše izgube vida, je treba tudi pri odraslih začeti z nekimi, bom rekel, osnovnimi veščinami. Ne toliko, da bi se ne treniralo, ne, ker potem dostikrat, bomo rekli, so neke te, se že reče, da javne ne, ja, pa če ne vidiš, pa bolj slišiš, pa bolj štipaš. Vemo, da to ni čisto tako, ne, da je samo pozornost in trening tista, ki ojačata druga čutila, ne. Tretje, kompenzatorne veščine. Kompenzatorne veščine so vse veščine, s katerimi si ti prilagodiš svoje vsakodnevno življenje ali pa svoje poklicno življenje, svoje privat življenje, da si zopet samostojen. Zdaj, kakšna je točno kakšna je meja med pomožno in podporno tehnologijo in kompenzatornimi veščinami ali pa med senzornimi spretnosti pa kompenzatornimi veščinami, vidite, ne, to so dosti taka, je mešano področje, ne. Kot kompenzatorne veščine bi mogoče dal, v kuhinji sem si prilagodil, sem si dal takšne tipne oznake, sem si dal takšne kontrastne oznake. Kompenzatorna veščina je, da ker imam na primer boljši vid na eno oko, obračamo glavo, pa pričakujemo, torej že ene take vedenja, torej čisto osnovna fizična vedenja, spadajo že pod kompenzatorne veščine, do tega, da si, jaz sem do zdaj hodil v mesto po tej pa po tej poti, ampak zdaj, ko sem izgubil vid, ta pot ni več Takole. Meni se zdi, da nas je Brigita vse zamutala. Ja, nič hudega, sem se jaz že odmutal ta čas. Super. Tako da kompenzatorne veščine, spet govorimo o nekih veščinah, ne, torej poznamo mi eno pot, katera se nam je zdela najkrajša. Najkrajša pot za osebo ali pa najkrajša pot, ali govorimo o orientaciji in mobilnosti ali o kuhanju pašte, mislim testenin, ni vedno primerna, ni vedno najbolj varna. In torej pot, ki jo ti izbereš kot oseba z okvaro vida, ali v kuhinji ali pa v orientaciji, govorimo lahko že o teh kompenzatornih veščinah. Naslednje, četrto področje, orientacija in mobilnost. Tukaj vemo, da že tudi to razvijamo skozi osnovno šolo, skozi srednjo šolo, torej skozi, bomo rekli, šolski sistem podpore inkluziji s pomočjo centra IRIS oziroma drugih izvajalcev. Je pa dostikrat potem ta preskok, ne, v osnovni šoli ali pa v osnovni šoli se učimo bolj same uporabe, ne, v srednji šoli se že začnemo prvih poti. Ko pa pride odraslost, je treba pa tukaj že, je v resnici že težje prihajati do te pomoči, ne. Zadnjič smo omenjali, da ni neke te sistematizirane pomoči slepim in slabovidnim, z tega vidika, da ko ti se želiš učiti novo pot, torej neko novo pot, da ne veš točno, kam bi se lahko obrnil. Okej, v zadnjih letih deluje Center celovite rehabilitacije slepih slabovidnih na Očesni kliniki, vsako društvo ima tudi kakšnega izvajalca, ne, ampak saj pravim, tukaj je potem že en večji izziv, kako se v odrasli dobi, na prehodu v odraslo dobo s tem soočiti.
Potem tudi, ko pridemo do sami, ok, ne vem, v našem mestu, ali je to lahko Kranj, Murska Sobota, Novo mesto, kjerkoli, lahko pride do tega, da se, ne vem, poštni urad zamenja pisarno oziroma zamenja lokacijo, kakšne druge službe zamenjajo lokacijo, ko je v tem primeru potrebno imeti neko vez. Tudi, ne, tako da jaz svetujem, ko enkrat zaključuje oseba šolstvo, ko zapušča, bomo rekli, nek ta šolski sistem, ko zapušča podporno mrežo, ki jo ponuja Center Iris, da si čim prej najde en stroko oziroma nek kontakt. Tukaj so društva, se mi zdi kar pomembna, ena dobra rešitev, kako za učenje nove poti, da veš, ko prideš ti do ene težave, ok, to se je spremenilo v mojem mestu, ne vem, glavni trg so podrli, so ga obnovili, na novo se moram zdaj naučiti, kako prideti na drugo stran trga, da imaš v tem trenutku že ti v enem imeniku neko telefonsko številko, na katero veš, da je zanesljiva, da je dovolj strokovna, da ti bo lahko pomagala pri učenju novih poti. Lahko se avtobusne linije zamenjajo, lahko se, ne vem, kup enih situacij lahko, ki bi nekaj, kar imaš ti vsakodnevno usvojeno rutino, ki jo lahko podere. In zdaj, če nimaš ti, bom rekel, na doklicu pomoči, se lahko potem ta težava, mislim, lahko, ne vem, lahko je neka pot, ki je do trgovine in potem kar naenkrat ne moreš več samostojno hoditi v trgovino. In takrat, mislim, če ne gre drugače, le takrat začneš iskati možnosti. Ampak jaz vidim pri nekaterih naših uporabnikih, da že ko je načrtovana neka, bom rekel, vse največkrat je težava, ali to, da zdaj je strašansko moderno prenavljati vse možne pločnike, da nas že vnaprej pokličijo, da se že vnaprej mogoče iščemo orientacijo in mobilnost. Tako da starši oziroma uporabniki, ko prehajate iz nekega šolskega sistema v odraslost, je treba si čim prej vzpostaviti neko mrežo pomoči. Lahko je uradna, torej zdravstvo, CRSS, lahko je pa tudi neka društvena, torej bomo rekli polprofesionalna, lahko pa tudi laična, če veš, da si z nekom kompatibilen in da ti daja ustrezno informacijo, ustrezno podporo na tem področju. Socialne spretnosti, spet, tu so, govorimo, dostikrat imamo te aktivnosti, igre vlog, neverbalne komunikacije. To se zopet razvija že od predšolskega skozi šolski sistem, se učimo, ker dostikrat moramo biti odkriti, še vedno so osebe z okvaro vida v večinsko videčem svetu, kjer je pomembna obrazna ekspresija, neverbalna komunikacija. Tako da to je spet nek dolgotrajnejši trening. Prostočasne rekreacijske dejavnosti, zdaj verjetno tisti, ki ste starši ali pa ste mogoče malo starejša generacija oseb z okvaro vida, ki ste poznali zavod še v tisti obliki množičnosti, takrat je bilo, mislim, do sedaj, bomo rekel, so bili bolj popularni znotraj zavoda, bom rekel, specialni športi, kot so golbal, showdown. Inkluzija je tukaj, po mojem, minus. Zakaj minus? Zaradi tega, ker zdaj vsak v svojem lokalnem območju in se ne more na področju nekih prostočasnih rekreacijskih dejavnosti praktično sam znajti v svojem lokalnem območju. Če želi trenirati atletiko, plavanje, judo, plezanje, to so vse športi, ki se mi zdijo super oziroma popolnoma dostopni, inkluzivni za osebe z okvaro vida, vendar mora biti pripravljenost nekih športnih klubov. Tukaj pa je težava. Tu pa mislim, da je inkluzija naredila en minus, da ni več neke te, ker preko zavod je omogočil neko to skupno druženje, skupno udejstvovanje v športnih aktivnosti, medtem ko inkluzija pa zdaj, podpora šolam je zagotovljena. Podpora športnim klubom, športnim društvom pa ni zagotovljena. Tako da tukaj je spet treba mogoče računati na neko pripravljenost, da boš tam najdel trenerja, ki bi mogoče malo individualno znotraj krožka plezanja ali pa potem treningov plezanja imel čas še za
uporabnika s slepoto in slabovidnostjo. Mogoče, ne, zdaj, če govorimo o nekih mladih odraslih, je tukaj se splača mogoče vključiti paraolimpijski komite, ker tam imajo programe, sredstva, ki naj bi to spodbujala. Zdaj, ker je pa vse tako individualno, ne, torej zdaj ste osebe za paravida razseljeni po celi Sloveniji, ne, je težava, ne, en bi treniral plezanje v Slovenskih Konjicah, naslednji bi treniral plezanje v Divači, ne. Tako da tukaj se mi zdi, da smo kar da je trenutno sistem podpira, dajmo reči, šolstvo, ne podpira pa še toliko teh obšolskih dejavnosti, oziroma pol tudi odrasli imamo neke rekreacijo, takšno in drugačno. In če nisi v Ljubljani, če nisi vezan na ljubljanski potniški promet, je do tega veliko težje prehajati. Tako da tukaj potem spet treba, bodite pozorni, ker šport je pomemben, nažalost ga še premalo poudarjamo. Tako da toliko o tem. Vsakodnevne veščine, to ne bom niti izgubljal besed, ker bo Anja za mano povedala verjetno vse in še več o pomenu tega. Zdaj sta pa še področje opolnomočenja in zaposlitvene veščine. Zaposlitvene veščine so zelo pomembne. Vemo, da veliko oseb z okvaro vida ni zaposlenih, da bi jih lahko bilo več. Govorimo o osebah, ki imajo mogoče visoko stopnjo izobrazbe, pa nekako ne morejo najti do zaposlitve zaradi stigme delodajalcev, ki jih imajo, torej delodajalci do oseb z okvaro vida. To poskuša se sistemsko urediti preko torej nekih zaposlitvenih rehabilitacij, invalidskih podjetij, Soče, vendar tudi tukaj še nismo tam, kjer bi želeli. Tako da, in zdaj bi prišel jaz do področja opolnomočenja, ne, ker se mi zdi pa, torej opolnomočenje je pa tista glavna naloga staršev, ko govorimo o prehodu iz mladosti, iz pozne mladostniškega obdobja v odraslost. Kaj pomeni opolnomočenje? Opolnomočenje je predvsem to, da oseba sama išče rešitev. Torej, da ne obupa v prvem koraku. Torej, o tem smo že zadnjič govorili, ne, o varnem okolju v šoli, o varnem okolju v srednji šoli, ker je še neka podpora centra IRIS, torej ima še podporo, kar zagotavlja neko varnost, da ne bo zdaj ta njegov neuspeh vplival na celo življenje. In tukaj pri opolnomočenju še enkrat to poudariti, da mlademu odraslemu dajte možnost, vedno je treba dati možnost, dokler ga imate še nekje v vidnem polju, takšnem in drugačnem, dobesednem ali pa prenesenem, da mu date možnost, da sam rešuje težave. Lahko je to čisto praktična zadeva. Torej, greste z njim, oziroma neka pot orientacije in mobilnosti, hodite za njim na neki varni razdalji, vidite, da ima težave, kaj je vaša naloga? Ne ta, da takoj pristopite na pomoč. Ja, kle si ful, kle bi mogel iti hop, ampak pustimo, ko bo krizna situacija, seveda mu damo informacijo, glej, sem tukaj, ti bom pomagal, ampak najprej poskusi sam. Ne? Najprej se poskusi sam vrniti do zadnje poznane točke. Ne? In šele potem, ko je brez izhoden položaj, ko je že, bom rekel, ta nivo nekega neugodja visok, ok, takrat seveda pomagaš, ne? Ampak dostikrat se mi zdi, da pomagamo, da nudimo pomoč, oziroma da starši dostikrat nudijo pomoč, preden oseba z okvaro vida sploh zazna, da ima težavo, da jo je potrebno rešiti. In če imamo že veščine, če se je naučil orientacije in mobilnosti, vsakodnevnih veščin, ok, ko pride do težave, je del tega tudi, da jo sam poskusaj reševati. Ravno tako, v odraslosti je kar naenkrat treba veliko telefonskih klicev. Ok, ni avtobusa. Koga bom poklical? Starše? Ali bom poklical direktno na prevoznika? Ne? Javni prevoz vemo, da v Sloveniji, da ni v Rožnatem in da bo zmer treba imeti neko telefonsko številko nekega javnega prevoza. Tako da take stvari jih navajati. Ne da vas pokličejo, oziroma da vi, ne vem,
seveda otrok gre, oziroma ta mlad odrasel gre na prvo pot, vi ste v skrbeh, čekirate, vidite, ojoj, vlak ima zamudo. Ga bom že zdaj poklical, ga bom šel že zdaj šel iskat, da slučajno, da se izogne tej travmi zamujanja vlaka. Ne. Se umaknemo, počakajmo. Nas pokliče, ok, nas je poklical, nas je vprašal za pomoč, ponudimo pomoč svojemu otroku, seveda, ne bomo rekli ne. Ga poberemo, komuniciramo, kako ćemo zdaj rešiti to težavo, kako bi ti rešil svojo težavo. Vi kot starši lahko tudi poveste, ja, jaz bi zdaj na tvojem mestu poklical informacije na Slovenskih železnicah. Če bi redno uporabljal vlak Slovenskih železnic, bi imel to telefonsko tudi shranjeno. Torej, nek namig, kako naj si, torej, namig oziroma nasveti, kako sam ne rešuje težave, oziroma pustiti, vsaj minimalno pustiti, da on vas vpraša za pomoč, preden vi ponudite pomoč in mu usilite pomoč, mogoče že v fazi, ko sam še niti ni ugotovil, ojoj, zgubil sem se, ojoj, zabredel sem, ojoj, vlak zamuja, ojoj, ne vem, nekaj sem, ne, pašto sem narobe skuhal, karkoli, ne. Tako da to je neko, 15 minut je hudičevo kratka doba, se opravičujem izrazu, o tem bi lahko diskutiral jaz ure in ure, ampak upam, da sem vam dal vsaj neko iztočnico, kaj vse je odraslo življenje. Da odraslo življenje ni samo učenje, ni samo literatura, ni samo akademsko znanje, ampak je treba pri življenju osebe z okvaro vida v, priznajmo, svetu videčih, je treba vseh teh 9 področij imeti pokritih tako ali drugače. Hvala. Jaz, na žalost, ne bom mogel biti z vami do konca srečanja, ker imam še ene druge obveznosti danes. Kakršnakoli vprašanja lahko sporočite Brigiti, mi bo posredovala, lahko posreduje tudi mojo elektronsko pošto ali pa mojo telefonsko številko. Toliko pa na hitro o življenju odrasle osebe z okvaro vida. Peter, hvala ti. Ja, tako kot si rekel, 15 minut je res malo, ampak januarja bomo v resnici imeli priložnost prisluhniti prav slepim in slabovidnim odraslim. Verjamem, da nam bojo imeli zapovedati zelo zanimive stvari. Peter, hvala. Hvala za vabilo. Janja, zdaj pa predajam besedo tebi. Ok, hvala. Ja, se strinjam, teh 15 minut, jaz ko sem se pripravljala, se mi zdi, da bi lažje šlo v 2 urah, kakor v 15 minutah, da narediš en res tako povzetek vsega. Ker v resnici so vse stvari pomembne, ne, ko se gre za eno tako občutljivo področje, torej vzgojo otroka. Tako da jaz sem se odločila, da vam danes podam en okvir, katera področja so tista, kjer je pomembno dajati poudarek na samostojnosti, in da podam nekaj osnovnih nasvetov, za katere menim, da so koristni pri vzgoji. Če ponovim od zadnjič, odrasli smo tisti, ki otroku omogočimo čas in prostor, možnost, da nekaj naredi sam, da v nečem izbira. Da si gradi to pot do samostojnosti, kar pa je izredno odgovorno delo. In navsezadnje cilj spodbujanja samostojnosti, neodvisnosti je zavedanje otroka in tudi kasneje pač odraslega, da nekaj lahko naredim sam, da jaz to zmorem, ne. Ampak je to proces, ki se ne zgodi čez noč, temelji pa se gradijo v družini. Zdaj, ena izmed besed, ki si jo želim, da si jo zapomnite, je beseda izkušnje. Res je pomembno zagotavljati izkušnje, če je le mogoče konkretne, z realnimi predmeti, in tudi nuditi neko ponavljajoče se izpostavljenost tem izkušnjam, preverjanje, razumevanje, ker je to nekako osnova. Zdaj, če začnem na začetku, kaj otrok rabi. Jaz zmeraj rečem, otrok rabi na začetku ljubezen, razumevanje, občutek sprejetosti. Tudi starševo poznavanje posebnih in razvojnih potreb, značilnosti, omejitev, ki jih prinaša diagnoza,
nikakor pa ne zgolj nekih specialnih igrač, dragih pripomočkov. Že od samega začetka je pomembno, da se spodbuja aktivno učenje, aktivna participacija na vseh področjih, ne. Spodbujajte uporabo rok, čutil na vsakem koraku, ker vsi ti sistemi, taktilni, vid, sluh, okus, vonj, se razvijajo od prenatalne faze naprej, torej od štarta. In v resnici ne rabimo veliko, je pa veliko, res veliko področij, ki jih pa predšolski otrok mora osvojiti, se jih naučiti, in zato potrebuje številne ponovitve, veliko potrpežljivosti in številne priložnosti. Recimo, če jih par naštejem, ne, že to, zavedanje, to je moje telo, to so moje roke, kje se nahajajo v primerjavi z mojim trebuhom, moj položaj v prostoru, zmorem prijeti velik predmet, pa majhen z 2 prstoma, uporabljam kazalec, pa obe roki, razvijam moč v ramenskem obroču, v rokah, prstih, zavedam se leve, desne, ohranjam ravnotežje med sedenjem, odprem, zaprem pipo, odpnem zadrgo, vlečem jopo, najdem hrano na krožniku, nesem hrano do ust, uporabljam pribor, razvrščam, združujem, pomagam pospravljati, raziskujem zvoke v kopalnici, kuhinji, vonjave, teksture, spoznavam predmete, širim besednjak in še in še in še, ne. Veliko tega je, čemur moramo dajati pozornost. In če želimo, da ne delamo namesto otroka, od odraslega zahteva veliko potrpljenja in pa tudi neke časovne organizacije, ne. Kaj to pomeni v praksi? Da se vprašamo, koliko časa recimo nam vzame, da iz omare vzamemo majico, hlače in jo oblečemo na otroka. In na drugi strani, koliko časa nam vzame, da iz omare vzamemo 2 majici, jo ponudimo otroku, da izbere, katero želi, si jo dobro pogleda, občuti tkanino, razmisli o svojih željah in potem še enako s hlačami. In koliko časa vzame, da si otrok hlače potegne gor samostojno, ne samo časa, ne, koliko moči v rokah, v prstih, poznavanja pojmov gor, dol, kakšne hlače mu bomo izbrali oziroma sploh kupili, koliko časa nam vzame, recimo, da vzamemo otrokove čevlje, mu jih obujemo, in na drugi strani, koliko časa nam vzame, da otrok sam samostojno poišče svoj par čevljev na polički, odpne ježke, potisne nogo noter, zapne ježke, ugotovi, da je zamenjal nogi in ponovi postopek. Torej, kar hočem povedati, je to, da moramo načrtovati čas, razporediti čas, se odpraviti prej, načrtovati torej. Naslednji nasvet, ki bi ga dala, je, da ponujamo eno izbiro. Izbiro, da otrok lahko odloča sam, da raziskuje, razmisli, gradi svojo osebnost s tem tudi, ne. S tem ga ne bomo razvajali, ampak mu bomo pa krepili en občutek kompetentnosti, neodvisnosti, in vse to pa zahteva veliko potrpljenja in doslednosti. Potem, kar bi še podala, je predvsem, ko bom rekla, uporabljajte eno zdravo kmečko pamet, poskusite na sebi, zaprite oči, zavežite si oči, in potem naredite tisto, kar želite, da naučite otroka, ne. To je najlažji način, da nekako se vživiš in spoznaš, kaj otrok rabi in na kak način mu to predstaviti. Predvsem se je potrebno zavedati, da otrok pred končno tisto samostojnostjo potrebuje nešteto korakov pomoči, vodenja, tudi prilagojenih pripomočkov, raznih prilagoditev, razdelitev spretnosti na več manjših korakov, da lahko občuti uspeh in dobi motivacijo za naprej. Ko recimo, ne vem, včasih na začetku uporabimo lonček z 2 ročajema, da otrok zmore piti samostojno, pa postopno to spreminjamo, zmanjšujemo, odstranjujemo pomoč, ne. Na začetku odrasel začne lupiti mandarino, pa jo potem otrok samostojno lupi naprej. Ali pa nekaj naredita skupaj, ne, z vodenjem roka čez roko, kot je recimo mazanje namaza na kruh. Ampak tukaj
pridobiva otrok res prepotrebne izkušnje, da potem to enkrat lahko naredi popolnoma sam. Ampak koliko je teh korakov prej potrebno narediti. Zdaj se je potrebno zavedati, da se otrok s tipičnim razvojem, torej videč, večino stvari nauči preko posnemanja. Se spontano nauči določenih dejavnosti, ki pa jih moramo pri naših otrocih res učiti načrtno, sistematično. On bo opazoval, kako bo mama odprla predal, vzela nož, vzela desko, narezala kruh, z drugim nožem namazala namaz. In nekako tudi naravna želja otroka je, da pomaga, da bo on sam. Saj se zgodi, da se potem kaj prelije, razbije, napačno razvrsti, ampak to naravno željo velja spodbujati in si z njo tudi pomagati pri učenju vseh spretnosti. Popolnoma drugače pa je, če se ta namazan kruh kar pojavi na krožniku pred teboj, brez neke razlage procesa, brez nekega, rečemo, verbaliziranja o tem, kaj se je dogajalo. Zato tukaj bi res poudarila, da je pomembno, da se opiše dogajanje okoli otroka, vse korake med aktivnostjo in tukaj bodite konkretni, jasni, uporabljajte iste besede za določen predmet ali pa opis dejanja, da ne prihaja do neke zmede. Zdaj, ja, otroci so po naravi radovedni, ampak pridejo počasih tudi trenutki, ko je pa težko najti motivacijo. Zagotovo je na začetku lažje jesti s prsti, kot pa uporabljati pribor. In otrok, ja, s neko trdo voljo, prepričanjem, da mu pribor ne bo potreben, se tudi ne bo želel tega naučiti. Zakaj bi se? Zato je pomembno, da tudi otrok razume, zakaj je določena spretnost potrebna, zakaj jo je potrebno razvijati in kaj mu bo pomagala za vnaprej. Jaz bi rekla, da je pomembno, da učimo otroka, ne spretnost. Da se zavedamo, da vsak izmed otrok je različen, ima svoj način učenja. On daje namige, nekaj mu je všeč, nekaj mu ni všeč. In vi kot starši ga sigurno najbolj poznate. Se mi pa zdi, da je najlažje tudi pri teh stvarih, kjer otrok pač ne želi sodelovati. Če se ta spretnost uči kot del neke vsakodnevne družinske rutine, je to veliko lažje. Ker s tem tudi opazi, spoznava, da določene spretnosti smo se vsi mogli naučiti. In zato, da nekako potem delujemo, je potem lažje. Mi pa moramo najti nek način, ali gre to preko nekega humorja, ali vključimo še sorojence. Tle je res, vzgoja je res tako eno iskanje poti, včasih ena je prava, včasih ni. Ampak zavedanje, da s tem, ko mu bomo omogočili, da bo deloval samostojno, bomo pač največ naredili. Kar je še pomembno je, da nekako ustvarimo eno varno okolje. Otrok bo napredoval tam, kjer se bo počutil varnega. Torej, okolje naj bo varno, predvidljivo, ugodno za raziskovanje. Tudi če pride do kakšnih sprememb, naj bo otrok s tem seznanjen. Zato ni potrebno zdaj kupiti novo pohištvo, ampak je pa potrebno odstraniti neke morebitne nevarnosti, zavarovati pohištvo, oziroma spremeniti kaj, obložiti, ustvariti eno dosledno postavitev, ki bo otroku pomagala pri spoznavanju okolice, ga opozarjati oziroma spodbujati k uporabi teh orientirjev, mi rečemo, kot so lahko preproga, radiator, tisto, kar ga bo opominjalo, da je točno v tistem prostoru in bo že v enem svojemu mikrookolju vadil tudi te spretnosti za orientacijo, mobilnost. Kar bi še tukaj dodala, je mogoče tudi to, da se spodbuja socialne stike. To dostikrat pozabimo. Zmeraj, ko govorimo o samostojnosti, imamo prvo fokus na tiste vsakodnevne veščine, slačenje, oblačenje, hranjenje. Socialni stiki so res zelo, zelo pomembni.
Zdaj, na kak način? Se mi zdi, da najlažje, najhitrejše je to, da otroka peljete, ne vem, na igrišče, ki je krasen poligon za številne izkušnje, ne. Od tega, kako pristopiti do drugih, začeti pogovor, posoditi igračo, graditi zaupanje vase, v druge, da o motoriki sploh ne govorim. Ampak s tem tukaj pa tudi ne pozabiti, ne, da otrok pri tem potrebuje vodenje, pomoč, kako vse te stvari izpeljati. Mogoče bi za konec rekla samo še to, no, z otrokom se je potrebno pogovarjati o okvari vida, o teh vseh značilnosti, ki jih diagnoza prinaša, ne. Pokažite mu, da ga sprejemate, otroka, in da sprejemate to neznanko v vašem svetu. In omogočite mu uspehe, ne, ki pa jih doživi, ko nekaj naredi sama, ne. Ker le tako bo otrok sprejel in sebe, zaupal vase, da je sposoben delovati samostojno in neodvisno tudi kasneje. Konec koncev, da bo sprejel tudi prilagojene pripomočke, belo palico in da bo imel eno iskreno željo po delovanju v družbi, po neodvisnosti in s tem dokazal, da je osvojil vsa tista področja, ki jih je Peter na oni sliki prej predstavil, vsa pričakovanja, ki jih ima družba do njega, in da se bo pač res počutil uspešnega, in samostojnega. Toliko v tem kratkem času, no. Janja, hvala, jaz mislim, da si odlično izkoristila svoj čas. Hvala. Hvala. Jaz vas prosim za dovoljenje, da naredim en majhen eksperiment. Pripravila sem eno vprašanje, saj že prej je bilo poslano eno vprašanje, in se bo na vašem zaslonu izpisalo v začetku Marinovega predavanja. Jaz tega nisem preverjala, kako je to dostopno za slepe, zato vas res prosim, da to danes vzamete kot eksperiment in mogoče poskusite najti način, če gre odgovoriti, če ne, bomo pa skupaj iskali nov način. Okej? Oziroma v začetku Anjinega predavanja, se opravičujem, Anja. Okej. Ja, Anja, jaz ti predajam besedo. Prihajamo v šolske klopi. Res je. Dober večer vsem skupaj. Jaz sem Brigito prosila, če bo z vami delila en kratek videoposnetek, ki prikazuje v bistvu, kako lahko pokažemo delovanje nekega pripomočka dvema slepima učencema. In sicer na začetku želim povedati, da sta to resnična učenca, z resničnimi imeni, za predvajanje tega videa pa imam v bistvu dovoljenje staršev. Tako da mogoče bi s tem začeli, Brigita. Okej. Zdaj bo pa uporabljali vsi roke naprej. A to je lekcijski? Okej, dobro. To je odlač, ki govorimo. Zdaj, kaj ne smemo narediti? Te posode, ne smemo dolaziti. Okej? Zato, če bomo to posodo dolazili, to pomeni, da več ne bo natančno miru. In zato mora ta posoda biti dol. In mi naredimo dobro to posodo. Okej? Pravi, da posoda ne gleda te ljudi, zdaj smo pa tudi. To je glavno ljudi. Tole. Eno nižje, zdaj Florian nižje, pa Aleksis višje. To je to. Pa Florian, no? 3 roke imaš zdaj. Jaz imam 5. Okej, da. Se pravi, Aleksis, tole je gum, s katerim delamo noč. Florian? Evo, spodnja roka je Florian, spodite še eno drugo, levo roko imamo spodnjo. Evo, to. To je gum, naša pa gledamo, če bi kako tudi delali pisati. Zdaj pa angleški vrh. Zdaj pa, če gremo na spodnjo stran vrča, se pravi, na vajen pa so zunanja stran. Tu, Aleksis.
Rekel je zero milimetres. Zdaj, če pritisnemo zgornji gumb, tak, ta dolgi najvišji. Rekel? Se malo gledi? Ne, evo, tudi, malo. Zdaj smo dali na nično. Ta ne vem, kaj je, se pravi kaj, Ok, to je to, a ne, Brigita, je konec? To je to. Ja, ok, dobro. Ok, zdaj smo lahko pač videli nekako moj pristop, a ne, kako v bistvu pokazati nek pripomoček, ki ga v bistvu slepi otroci še ne poznajo. Jaz bom nekako govorila o 7 področjih, za katere se mi zdi, da so pomembni, govorimo o vsakodnevnih veščinah. In govorila bom tudi na podlagi v bistvu 2 praktičnih primerov, 2 učencev, katerih pač imena bodo zmišljena. Ampak, če boste dobro poslušali, boste vmes dobili veliko boste dobili idej v bistvu ali pa nasvetov, no, kako lahko neko, ne vem, veščino pač približate slepemu ali pa slabovidnemu otroku. Ok, no, danes se bomo pogovarjali o Nejcu in Katji. Prvo področje se mi zdi pomembno, da razumemo posebne potrebe, a ne, ki jih imajo. Zdaj, Nejc je pač slep od rojstva. To moramo že vedeti, a ne, da če so recimo otroci slepi od rojstva, da so predstave popolnoma drugačne kot pa od nekoga, ki pač oslepi recimo kasneje, a ne. In on pač je imel zelo, zelo slabo izoblikovane predstave, a ne, in zato sem pač mogla najine ure nekako tako prilagajati, da sem mu dala pač vsak predmet, s katerim sva se srečala, v roko. Ne vem, Nejc, zdaj bova pa potipala, kako izgleda medved, a ne. Lahko dam samo primer, ne vem, Sani na športnem dnevu je on mislil, da imajo kolesa. Zakaj? Zato, ker se pač z njimi vozimo, a ne, in to je pač neka taka, se mi zdi, tipična predstava. Tako da potem je bil ves šokiran, ko je videl, da Sani pač nimajo kolesa, ne. V bistvu je bil on eden izmed prvih od slepih, s katerim sem se jaz srečala, tako da sem tudi jaz imela izziv, v bistvu, kako mu prilagoditi ure, a ne, in v bistvu je res bilo tako, da sem mogla biti pozorna na to, da so bila vrata zaprta, da so bila, se pravi, vratca od omarice zaprta vedno, a ne, da so bila, kako se reče, stoli pospravljeni, da so bili predali zaprti, a ne, zaradi obeh je bilo to dobro. Medtem ko na drugi strani imamo pa Katjo, ki pa je slabovidna. Zato pač je bil način dela popolnoma drugačen z njo, ne, in tukaj že lahko pač razlikujemo med popolnoma slepim pa slabovidnim, a ne. Recimo sem se soočala, kako pa njej približati, a ne, zdaj pač vsakodnevne aktivnosti, ne. Pa sem pol razmišljala, ok, bom dvigla na višji nivo, zato ker ona je že od doma veliko znala, a ne. Pa sem vključila recimo veliko nalog, ki jih je že v bistvu ona znala, a ne, in jih je lahko recimo samostojno opravila, ne vem, recimo pripravi nakupovalni seznam za v trgovino sama, a ne, in ga je naredila, ne vem, na internetu poišči recept za pač, ne vem, jabolčno pito. Tako da pač sem prilagodila. Potem pač vse naloge, ki pač to želim povedati, a ne, da je velika, velika razlika v hitrosti opravljanja določenih opravil. Ali delamo s slepim ali delamo s slabovidnim otrokom, a ne. Tako da je res, tukaj bi poudarila, potrebno se poglobiti v njegove pač posebne potrebe in seveda aktivnosti tudi prilagoditi temu, se pravi hitrosti. Slabovidni so hitrejši, kot so slepi. Naslednjo področje je razvoj komunikacijskih spretnosti, in spet imamo Nejca, a ne, ki je pač, jaz sem pri njegovih urah uporabljala recimo alternativne
načine komuniciranja, ne vem, da sem mu dala kakšen zapis v brajevi pisavi ali pa se pač uporabi pač kakih drugih tehnoloških rešitev, kak recimo zvočni posnetek ali tako. Tako da pač tudi tega se lahko poslužujete, ne. No, on recimo s komunikacijo pač ni imel težav, večina slepih zelo, zelo, zelo veliko sprašuje, kar je fajn. Zato pač, ker se mi zdi, da glih tista vedoželjnost jih dela, oziroma nas dela, ko bom rekla, posebne in samo, če bomo vedoželjni, bomo pač pripomogli k temu, da se bomo čim več stvari naučili. A ne, medtem ko potem recimo Katja je pa za delo pa uporablja pač gradiva v povečanem tisku, a ne. Sem se pa spet mogla pač naučiti, kako prilagoditi njej gradiva, a ne, da bodo njej dostopna. Tako da to spet, a ne, treba poznati, če ne vemo, vprašamo, kaj lahko bereš, a ne. Koliko povečavo potrebuješ, a rabiš krepki tisk ali ne potrebuješ krepkega tiska, a ne. Ona je kazala recimo zelo veliko zanimanje za različne aplikacije, ne, na telefonu. Medtem ko recimo Nejc popolnoma nič, a ne, tako da tudi to je zdaj razlika. Raziščemo, a jih zanimajo, ne vem, mobilne aplikacije ali jih ne zanimajo, ker z njimi si lahko marsikaj olajšamo. In pač seveda imela sem srečo, da pri obeh nisem imela težav s komunikacijo, vse smo skomunicirali. Moramo se pa tudi to zavedati, ne, da nekateri otroci pa so malo bolj zaprti, kar se tiče komunikacije, in je potem pač potrebno spodbujati to, ne vem. Jih sprašujemo, kako ti je, kako se počutiš, ali si v redu, kaj si želiš. Jaz z vsakim otrokom naredim načrt aktivnosti, ki jih bova recimo čez celotno šolsko leto opravila, a ne. In potem pač res delamo na tem, pač kar si recimo želi, a ne. Okej, potem naslednje področje je samostojno gibanje. To se mi zdi tudi zelo, zelo, zelo pomembno področje, a ne. Ne vem, Nejc je recimo za gibanje uporabljal belo palico, medtem ko je recimo v šolskih prostorov ni uporabljal, a ne. Je bil, jaz bom zdaj kar tako povedala, ni bil zainteresiran za gibanje, večkrat je čakal, da ga bom jaz prišla iskat na uro, kar se pač mi ni zdelo sprejemljivo, spodbujala sem ga pač k gibanju, ne, tako da pač iz tega lahko razberete, da je pač res gibanje pomembno, da če imate sedeče aktivnosti, da se vstane, da se razmiga, ne vem, par počepov, se malo sprehodi in tako naprej. On je pa velikokrat kar čakal, da ga bom jaz prišla iskat na uro, mislim v njegov razred, in da ga bom peljala na uro, kar seveda nisem podpirala, ker on pač je imel malo slabše razvito orientacijo, ampak pač jaz sem vedela, da je sposoben priti iz enega prostora v drugega, in zato sva pač z njegovo razredničarko sklenili, da če ne bo prihajal samostojno na ure, da pač ur ne bova izvajala. Seveda je bilo pa potrebno tukaj učenje poti od, ne vem, od njegovega matičnega razreda do do pač prostora, kjer so se ure izvajale, se pravi, lahko, ko pač ugotovimo, da recimo otrok ne zna oziroma nima osvojene poti od točke A do točke B, in če želimo, da pač to pot zna, ga je treba seveda to prej naučiti, potem pa lahko pač zahtevamo, da nekam pride samo, ne, oziroma od njega to pričakujemo. Medtem ko pa pač naša Katja, ne, ona pa je slabovidna in pač z gibanjem nima nobenih težav, ne. Tudi samoiniciativna je zelo, pripravljena za delo, vedno za gibanje in tako naprej, tako da ona pa ni imela nikakršnih težav. Tudi to je mogoče malo v povezavi z pač okvaro vida, a ne, ker če boste malo bolj pozorni, boste videli, pa že med slepimi so razlike. Eni so bolj aktivni, smo videli prej recimo v posnetku Florjana, a ne, on bo večkrat vstal, pa se bo kam premaknil, medtem recimo ko Aleksis pa bo rabil malo spodbude, a ne. Okej, naslednje področje je uporaba tehnologije. Zdaj,
ne, tako kot je Peter prej rekel, marsikaj nam lahko olajša. Ne vem, nejci uporabljajo recimo računalnik z Brailleovo vrstico, a ne. To nam lahko zelo pomaga pri samostojnosti. Potem recimo midva sva spoznavala različne pripomočke prilagojene, od, ne vem, govorečih tehtnic do, prej ste videli na posnetku, govoreči vrč in tako naprej, ne. In on pač uporabe te tehnologije ni bil vešč in ga niti ni zanimala. Niti ni bil pripravljen sprejeti, da bi pač se bil pripravljen naučiti tehnologijo, a ne, uporabljati. In komaj smo ga v bistvu prepričali, da je potem nekako začel uporabljati vsaj telefon, a ne, ampak kaj, ko ni hotel uporabljati govorečega telefona. Tako da smo imeli kar res veliko izzivov, da smo ga vsaj pripravili do tega, da je znal poklicati, tako kot je Peter rekel, nekoga, bom rekla, v sili, a ne, kadar je potreboval. Medtem ko pa recimo Katja naša, ne, ona je pa pač znala ona pa vse uporablja, ona pa uporablja Instagram, uporablja Facebook, uporablja vse aplikacije, kar je pa bilo njima v bistvu skupno, je pa to, da so jih vse te stvari zanimale, a ne. In kar je pa recimo zdaj za nas aktualno, je pa to, da pač uporaba tehnologije res olajša stvari. In absolutno je potrebno pač predstaviti, a ne, seveda starosti primerno, katera tehnologija oziroma pripomočki nam pač lahko olajšajo vsakodnevno življenje. Naslednje področje je razvoj neodvisnih dnevnih opravil. Tukaj bom tako rekla, Nejc je pač bil, kako bi rekla, ni nič, popolnoma nič ni znal, ko sva se midva začela srečati, a ne, srečevati, zato sva pač res šla vse od, ne vem, sva prepoznavala bankovce do zlaganja perila, a ne. Ker pač je potreboval pri tem veliko spodbude, pa tudi v bistvu potrpežljivosti, ker je bil pač malo bolj počasen in je res je potreboval ogromno potrpežljivosti. In medtem recimo, ko naša Katja, a ne, ona je pa že imela dobre osnove iz družine, z domačega okolja, in je pač znala že veliko veščin, zato pač nisem vedela, kaj v bistvu se soočala s tem, kaj bi lahko, a ne, njej še dala za delati, in sem potem našla neko področje in to je bilo ravnanje z oblačili. Od tega, kako zložiti obleke, katere obleke lahko grejo skupaj za prati, kako jih potem obesiti, kako jih zlikati in tako naprej. In to se mi je zdelo zelo zanimivo, ker je bila pač slabovidna, pa še punca povrh vsega, a ne. Tako da nikoli v bistvu ne znajo vsega, lahko se iz tega naučimo, a ne. Vedno se mi zdi, da še obstaja neko področje, na katerem pač oni lahko še delajo, a ne. Okej, naslednje področje, predzadnje, je vključevanje skupnosti. Slepim se pogosto dogaja, da se vključujemo samo v skupnost, ki je pač naša skupnost, se pravi v skupino slepih slabovidnih, a ne. Recimo naš Nejc se ves čas zadržuje doma. Nima nobenih nikakršnih stikov z okoljem. Čeprav smo ga recimo spodbujali k temu, da bi pač, da je bilo fajn, da se vključi v svet videčih, a ne, tako kot je prej Janja rekla, igrišče, pa on je bil že večji, a ne, ampak da bi šel s kakim prijateljem na pijačo. Dajte jih spodbujati, naj hodijo s prijatelji ven, naj si gradijo mrežo tudi izven kroga slepih slabovidnih, čeprav iz svojih izkušenj povem, da je težko, ampak je pa koristno. Medtem recimo kot pa naša Katja, a ne, ona pa živi v domu, v centru Iris, in si v bistvu ona pa ima čisto popolnoma zgrajeno tole socialno mrežo, tudi recimo v domačem okolju, tako kot v Ljubljani ima nekaj prijateljev, in če pač opazite, da, ne vem, je imel, to se je zgodilo v enem mojem primeru, da je imel otrok recimo že zgrajeno neko socialno mrežo, pa si jo je
pa se je potem začel zapirati vase, a ne, je treba raziskati, zakaj se pa on zapira vase. In je pač prišlo, kaj smo mi ugotovili, da ga je pač okolica začela izolirati, a ne. Tako da je tudi na to je treba biti pozoren, a ne. To je to. Aha, jaz bi poudarila, da so pač slepim, če jim ni za vključevanje v svet videčih na voljo številne aktivnosti na društvih, ne vem, Pikado, Showdown, športno društvo slepih in slabovidnih, a ne, v katerega se lahko vključijo, ki ponuja marsikatero aktivnost, a ne, od planinskega tabora in tako naprej. Tako da dajte jih spodbujati, da se včlanijo v ta društva, da se obrnejo, ne vem, na center Iris, mogoče, ne vem, name, da jim predstavimo, ne vem, športno društvo, in da se pač res začnejo vključevati, ne pa potem, ko pridejo iz nekega sistema ven, recimo iz šolskega sistema, ko zaključijo srednjo šolo, recimo, a ne, da potem pač obsedijo doma. To ni v redu. In še zadnje področje je pa sodelovanje z družino in šolo. To se mi pa zdi najpomembnejše področje. Pa če primerjamo recimo Nejca, a ne, in našo Katjo. Nejc so ga doma recimo zavijali v vato, niso mu pustili opravljati niti najosnovnejših opravil in zato smo potem pač dobili rezultate, pač s kakršnimi ste bili seznanjeni. Se pravi, ni znal niti zapreti zadrge. In kar je bilo pa meni najbolj zaskrbljujoče, je pa bilo, da pač tak otrok ni imel ob zaključku šolanja nobenih življenjskih ciljev. Zato, ker pač bodo itak starši namesto njega naredili, kar se mi absolutno ne zdi prav. Zato je treba res, smo se mi potem v centru Iris med sabo povezali, se pravi jaz in njegova razredničarka, in smo v bistvu midve na svojo pest, bom rekla, spodbujali njegovo samostojnost, naredili načrt, kaj in kako. Starše smo seveda pač redno obveščali, a ne, kako pa kaj je, ne vem, Nejc napreduje, ampak nikoli nismo dobili nobenega komentarja. Ne pohvale, ne super, da z njim delate, ne, a veste, ne pričakujemo, ne vem, hvale v nebo, ampak pač samo eno tako občutek podpore, a ne, to pač tudi šolskim delavcem veliko pomeni, a ne. In to bi želela poudariti, da če recimo se otrok v šolskem okolju nauči neke veščine, ne vem, dam primer preoblačenja postelje, in je potem ne utrjuje v domačem okolju, to pomeni, da je tako pač, da je šel v naš trud kot učiteljev in otrokov trud v nič, a ne. Tako da res je treba v domačem okolju utrjevati in še enkrat utrjevati vse, kar se pač naučijo v šoli. No, medtem pa naša Katja, ne, ima pa podporo tako od doma kot tudi v šoli. In rezultati so pač kakršni ste bili seznanjeni, ne. Tako da res bi apelirala tukaj na vse starše, pa tudi recimo na, ne vem, na tiste, ki imate okvaro vida, da če in ko potrebujete oziroma ko začutite, da potrebujete kakršnokoli pomoč, pa da je recimo v družinskem krogu ali kakorkoli niste dobili, je treba pač opozoriti, povedati, ker bomo v bistvu le tako, le s tem bomo lahko v bistvu bili bolj samostojni. Zdaj bi pa jaz v bistvu zaključila, in sicer tako, jaz bom kar prebrala. Vzgoja samostojnosti pri slepih in slabovidnih dijakih in otrocih, je nujna za njihov celovit razvoj. S pravilno podporo, spodbudo in prilagoditvami lahko ustvarimo okolje, ki bo spodbujalo njihovo samostojnost in neodvisnost. Tako da mislim, da sem jaz zdaj na hitro povedala vse. Hvala lepa. Anja, hvala tebi, bi se ti pa jaz opravičila, ker delitev zaslona ni uspela čisto. Tako da posnetek je pa ful dober, tako da bom poskusila še enkrat, prav? Okej.
Alexis, zdaj bomo pa uporabili vsi roko, ne? A to je Alexis? Ok, dobro. To je odlač. Ki govorimo. Zdaj, kaj ne smemo narediti? Te posebe, ne smemo dobro se. Ok? Zato, če bomo to posebe dobro se, to pomeni, da več ne bo natančno mir. In zato mora ta poseba biti gor in mi naredimo obrt po posebe. Ok? Pravi ta poseba, vedno pa te zdaj smo pa tudi. To je dva na bud. Hvala. Eno nižji, zdaj ima Florian nižje, pa Aleksis višje. To je to. Pa Florian, no? Tri roke imaš zdaj. Ok, se pravi, Alexis, tole ni bud, s katerim tudi delamo več. Florian? Evo, spodnja roka je Florian, spodite še eno drugo, levo roko ima spodnjo. To je bud, no se pa vidim, če bi malo tako delali, misli. Zdaj pa, če gremo na spodnjo stran vrča, se pravi na mojem, pa so zunanja stran. Tu, Alexis, tu so pa tri. Zdaj pa zero milimetres. Zdaj, če pa pisamo zgornji bud, pa dolgi najvišji. Ne, evo, tudi. Zdaj podaj na nično. Ta ne vem, povedano zakaj je, se pravi ta, Zdajle ste pa videli posnetek, a ne? Brigitta, uspelo je. Super, ok. Dobro, a se me sliši? Ja, Super, ok. Tako, zdaj pa, zdaj Marino, zdaj si pa še ti na vrsti, ne? Ok, glede na uro ali kaj krajšam, Um, zdaj je 7 čez. Jaz, ne, že tako je 15 minut zelo kratko. Jaz mislim, da ne. Bomo pa razumeli vsakega, ki mu pač ne bo več uspelo vstati, ker bo imel mogoče že druge obveznosti, ok? Ok, Ok. zdaj bom nastavil prezentacijo. Zdaj bi moglo Vidi se, Marino. vse, dobro. Ja. Ok. Dobro, zdaj smo slišali veliko pogledov iz vidika, mogoče da vas prej pozdravim vse skupaj lepo, starše in vse ostale, ki ste prisotni in ki ste vzdržali toliko časa, in upam, da boste še teh 15 minut držali še z mano, pa mogoče pa kasneje še kakšno vprašanje rekli in tako. Ostali predhodniki so dali predvsem fokus na to, kako starši naj delate. Starši naj delajo z otrokom, da bi ga vzgojili v čim bolj samostojnega otroka. In zadnjič smo tudi precej na to temo govorili. In pomembno in prav je, da o tem govorimo, zdaj hkrati bi pa jaz še dal pozornost ali pa fokus tudi na starša. Starša oziroma njegove potrebe, ker navsezadnje ni starš en suženj, ki mora non-stop samo to delati, ko dobi otroka, pač pa še vedno je človek, ki s svojimi željami, svojimi potrebami in je partner pogosto, žena, mož. In res je, da se zgodi velikokrat, da ko se dobi otroka, gre to
začasno te potrebe malo na stran. Še bolj pogosto se zgodi, če se dobi otroka s posebnimi potrebami to. Ampak to ne pomeni, da bi tako moralo biti. In to ne pomeni, da bi to moralo biti celo življenje, kar se lahko zgodi. Pravzaprav obratno. Ni koristno in ni dobro ne za otroka, ne za starša, če se to zgodi. In če se zgodi, potem je dobro razmišljati, kako zdaj zapeljati vse skupaj malo drugače. Ne? Da bo korist in smisel za oba dobro. Torej, da bo otrok se razvijal čim bolj samostojnega odraslega in da boste vi, oziroma vsak starš posebej, imel tudi nekaj od življenja. In sčasoma čim več od življenja. To je pravica, kakor je pravica otroka, da dobi pozornost. In zato sem tudi dal, kot vidite, predavanju, malo sem spremenil naslov, kot ga je prej Brigita napovedala. In sem malo dal naslov Starševstvo med sočutjem do sebe in skrbjo za drugega. Torej, v tem primeru otroka, lahko pa tudi še kakšna druga življenjska sopotnika, podobno, ker živimo lahko v družini ali celo več otrok. In glede na čas sem fokusiral samo na dva vidika, dve temi ali pa, če hočete, dva koncepta. Ena je starševska izgorelost, ki lahko pride do nje, bom malo kasneje povedal. In drugo, ideja ali koncept avtonomnega, odpornega starševstva kot alternativa, ki se je izkazala kot precej boljša alternativa kontrolnemu starševstvu. Torej, tisto, kar je prvi vzgib, ne, da bi kontrolirali otroka. Da bi imeli pod nadzorom, kaj dela, kako dela, da se ne bi mu kaj zgodilo, ker je včasih tako lažje, ker imam občutek skrbi, ker me je strah in tako naprej. Dobro, če gremo malo na starševska izgorelost, je kot en koncept, ideja, ki zaenkrat ne spada pod diagnoze, neke bolezni in tako bolj kot psihološko stanje, če se imamo tako reči. In to se lahko zgodi kateremukoli staršu, ni nujno samo starš z otroci s posebnimi potrebami. In je nekaj podobnega, kakor se veliko govori, ne, v službi smo iztrošeni, s tujko rečemo temu burnout ali iztrošenost ali izgorelost, ste slišali, ne, kar pomeni, da človek ni zdaj utrujen. Ker če si utrujen, greš spat, se spočiješ, če treba 2 dni spiš, ne vem, čez vikend in potem se spet regeneriraš in postaviš na noge. Ne, pri izgorelosti je tako, da je šlo čez meje in se je vse adaptiralo na to izgorelost, iztrošenost, torej in psihičen način funkcioniranja in telesni, se pravi, ta kemija, in je konstanta, s katero ne moremo splezati več ven. In tudi potem, ko delamo kot terapevti, je to kar en tak recimo 1 leto minimalno trajajoč proces, da se vse na novo spet preorientira, torej tudi na kemični ravni telesni, spet začnejo delovati čustva in vse te stvari bolj primerno. Ampak seveda začne se s vedenjem, ravnanjem, kako to delujemo. In za ta, vidite, tukaj je značilno, izgorelost je značilno te 3 stvari, recimo splošno. Občutek čustvene in telesne iztrošenosti, izgorelosti, nemoč, ki se je ponavljan konstantno, izčrpanost v smislu smisla življenja in vrednosti in kompetentnosti, da sem še kompetenten kot starš, da sploh bom kdaj naredil. In kot zadnje, ne, tisto, ki je, bi rekel, mogoče še najbolj pomembno za obe strani, starša in otroka, je, ko je toliko starš
iztrošen, ne, če je to toliko, potem se prva stvar, ki se zgodi, so čustveno preobremenitev in zato se tudi distancira čustveno. Ne, pride do distance in potem ni te navezanosti ali povezanosti. In zato se lahko kot skrajni obliki tudi umika, ne, ker je prenaporno. Že manjše stvari lahko postanejo naporne in se odmika pol otroku ali pa zelo krajše, ker otrok po drugi strani zahteva zelo veliko pozornosti, nadpovprečno veliko pozornosti, kateri otrok s posebnimi potrebami mogoče še malo več. In če pride do izgorelosti, iztrošenosti, potem je ta vest, ta čustvenost, ker je iztrošenost čustvena, potem tudi vest ne pride in se umikajo. Kot sekundarni težave, ki se lahko pokažejo, kot bi rekel, skrajnost tega, je potem, da se ljudje zatečejo pride do takih, kot so zasvojenost z alkoholom, z kakšnimi drugimi zadevami, s televizijo, serijami, kjer se človek otopi, ko gleda tisto, je oddaljen od vsega, ali pa še malo slabša verzija napol depresija ali pa depresija, ker je tako in tako neiztrošenost od čustev. Ali pa druga blažja oblika, konstantna razdražljivost, občutljivost in vzkipljivost, nazaj, nadiranje in tako naprej, in pol slaba vest, zdrava in to. In to ni zdaj, to ne pomeni, da je človek zdaj slab, ne pomeni, da je kaj narobe z njim v smislu moralnega ali človeškega zornega vidika, ampak pomeni, da noter v njemu nekaj deluje zelo drugače in ne more teči tako, kot bi si želel in kot bi rad. In kot običajno je. In zato treba kot tako vzeti, ne kot slabega ali ne vem kaj podobnega. Seveda pa to pol vpliva na vse, kako dela z otrokom. Tu sem dodal še, kaj raziskave kažejo, kaj je najbolj pogosto pri starših, ki imajo otroke s posebnimi potrebami. Ko se otrok rodi, je že tako in tako stresno, za vse starše, različno je to, odvisno je od tega nekaj dejavnikov, recimo to, kakšno je podporno okolje, kakšno socialno mrežo ima, stike, kako je sam že prej, kakšne kože je po domače povedano, zdravstveno sam starš, psihičnem smislu in kakšnem telesnem. In eden od dejavnikov je tudi ta, ki je poveča stres, in verjetnost, da bo težje to zvozil, je tudi, ko dobi otroka s posebnimi potrebami, ker je to, kakorkoli obračamo, srčno, dobri smo, dobre namene, ampak napor je krat verjetno 2, 3, mogoče 4. Zlasti mogoče na začetku, ker je stres višji ne samo zaradi tega, ker je treba dodatno učenje, kako vzgajati otroka, to, kar smo danes se pogovarjali že moji predhodniki, en kup tega znanja treba dodatno usvojiti, ki ni v kulturi vgrajeno. Za otroka, ki nima posebnih potreb, je vsaj delno v kulturi vgrajeno. Torej smo se naučili od mame, od staršev, kako ravnati skozi izkušnje. In zdaj lahko prenašamo naprej. Nekaj še preberemo in tako, če ni kakšnih dodatnih. Potem, ko zdaj otroka s posebnimi potrebami, če gre za vid, recimo, tega pa nismo se naučili. Ni prenešeno s kulturo in treba dodatna znanja, in to so moji predhodniki danes precej govorili in že poglobljeno. Ampak hkrati, ob vsem tem, kar so ti dogodki, se pravi nepričakovano, stvari, ki so me doletele zaradi učenja in konstantno, to ni zdaj za 5 minut, ampak z ure v uro, z dneva v dan, kot se reče 7 dni v tednu, 24 ur na dan, 7 dni v tednu, 365 ur. To ni enkrat, da boš vse se oddahnil, pa bo konec. Tisto je lažje, ampak ne. In dodatno k temu, dobijo starši pogosto občutek izgube kontrole nad lastnim življenjem. Prav tisto, kar so bili naravnani, kar so si predstavljali v življenju, kar so želeli, kar so bili njihovi cilji,
njihove vizije, tudi partnerske vizije, se te podre. Ne? In zdaj to, da se podre in reče, moraš sprejeti nekaj drugega, to se lepo sliši. To je v končni fazi tudi res naj bi bil cilj, ne, reorganizirati, ampak do tam pa je pa kar ena pot, ki ni tako lahka, včasih je tudi zelo ovinkasta, mogoče tudi sam težko starš vozi, ker to ni samo ideja, ampak je res spremeniti mnoge stvari. In tretja stvar, ki kaže raziskave, je pa še ta strah, da se ne bom mogel soočiti z vsemi temi, kar me čaka. To je ena velikanska gmota sprememb in občutek, da je tako veliko tega, da ne bom mogel, pa čeprav sem optimističen, pa čeprav verjamem, pa čeprav imam podporo, in temu rečemo po domače tudi pol tesnoba, občutek, ker nekaj me uhaja malo z rok, ne, tam ali tam, pa se trudim, pa se ženem, pa delam, pa sem srčen, pa še več vlagam energije, še več truda. Ampak rezultati pa niso boljši, ne gre, in zato pride pol lahko do izgorelosti, ne? Ker ves čas delam na rezervi, kot rečemo. Mi imamo rezervo, človek ima rezervo, vsi ljudje imamo rezervo, ampak imamo za skrajne primere, ne? Ko smo v nevarnosti, nekaj ur, nekaj dni, nekaj minut, da vse dela preko vseh mej. Ne? Ampak potem se moramo vrniti na običajen način delovanja in telo in psiha. Če pa ves čas dela na rezervi, je pa potem sem še en korak do iztrošenosti ali izgorelosti. Zdaj, kaj je pot iz tega ven, možna pot? Eno podporno okolje domače imamo, se pravi domači, prijatelji, šola, društva in skupine. Skratka, to zelo pomaga, če lahko povečamo in če imamo to možnost. Ker temu rečemo, potem je kot ena mreža, ki pomaga držati glavo nad vodo. Ne. Druga bolj pomembna z vidika zdaj sebe ali pa skrbi za sebe, ker pogosto se zgodi, da starši pozabijo na sebe, v veliki vnemi skrbeti za otroka in nagovarjanje tudi z drugi strani skrbeti za otroka, pozabijo skrbeti zase. Torej, tisto, kar dela starše in se raziskave kažejo, rekel, optimalno dobro v smislu vzgoje in v smislu življenja za sebe, je eno ravnovesje med skrbijo za sebe in otroko, skrbijo za otroka. Seveda, dokler je majhen mali, je tega več, ampak potem bi moralo biti manj s časom. Ne? In temu rečemo tudi sočutje do sebe, ne? In skrbijo za drugih. In še eno, kar bom predlagal tukaj, pa so ves čas tudi moji predhodniki namigovali ali pa nagovarjali k temu, ne, da naj starš ne naredi vse namesto otroka, ker to vodi v iztrošenost, to vodi v izgorelost, ker veliko dela namesto otroka je kratkoročno lažje, hitreje, dolgoročno pa pomeni, da je vedno več dela za starša. No, ker je majhen otrok, rabi 3, 5, 7, 10 aktivnosti, ko ima 5, 7 let, rabi več aktivnosti, še več bo mogel starš naložiti zase, ko je star, ne vem, 7, 8, mogo še več. In teh aktivnosti in dela in nadomeščanja otroka se kopiči in kopiči in kopiči. In če jih otrok ne sam dela v čim večji stopnji, potem dela to starš, kar pomeni dvojno, trojno, peterno delo. In to vodi iztrošenost na dolgi rok. Kratek rok je pa lažji. Ne? In zdaj alternativa temu, kar rečemo kontrolnega, to, kar sem zdaj govoril in kar so vam predhodniki govorili, ne narediti namesto otroka vse. Včasih je treba, včasih je taka situacija, ne, treba iti nekam, zdaj tam ne morem 5 minut, ne morem 10, 20, pol ure se ukvarjati, ker šola čaka, ne, avtobus čaka, ne vem, moramo iti, so situacije, ki je treba.
ampak ni pa morda nujno potreba vedno. Ne? In temu rečemo kontrolni način, kontrola nad vsemi imeti, ker to daje občutek varnosti, zanesljivosti in tako, ki pa ne vodi preveč k samostojnosti. V bistvu vodi stran od samostojnosti. Ne? Ker se nauči otrok, da mu ni treba nič kontrolirati, nič obvladati in niti ne ve, kaj pomeni obvladati pravzaprav. Ker je to veliko kot en duel z staršem. To je kot en tandem kolesa, ne? s kolesom. Ni ločenosti v nekaterih izkušnjah. In zdaj, alternativa temu je, ne, avtonomno podporno starševstvo, z eno besedo, ampak ki gre v smer podpiranja otroka v svoji avtonomiji. Moram zaključiti, ampak tle vidite, kaj pomeni vse sočutje prijazno sebe, tega. Recimo, kaj je sočutje prijazno do sebe, v tem smislu, da nismo pretirano samokritični, ne? Bolj smo samokritični in gledamo na sebe kot napake, pa doživljamo, bolj to iztroši, ne? In obratno, bolj razumemo, da pač stvari ne grejo same po sebi, manj se trošimo, manj je večje sočutja. Skupne človečnosti, torej vsi smo zmotljivi, ne, in nisem nekaj narobe z mano ali napaka z mano, ampak pač tako je življenje in iz tega se učiš in delaš iz koraka v korako, kar se da, najboljšo verzijo sebe. Pozornost, ne, se pravi imeti dolgoročno pozornost ali pa dolgoročen pogled, boljše razmišljati na dolgi rok, ker če ne na kratek pomeni občutek ne zmorem, ne znam, nisem sposoben, ker iz občutka ven gledamo, ne pa na dolgi rok. In zdaj, včasih to najdemo, to pot, včasih moramo pa razumeti in kakšno drugo pot še mogoče tudi poiskati tisti, ki malo razumejo to še, kako to peljati praktično življenje. No, zdaj avtonomno podporno starševstvo, s tem zaključujem. Zdaj, avtonomno starševstvo, podporno starševstvo je ideja ali način, kako funkcioniramo, starš funkcionira in to velja za katerega koli starša, ne samo za otroka s posebnimi potrebami. Tukaj je mogoče bolj potrebno, smiselno, je to, kako dela otroka avtonomnega in sebe avtonomnega. Ne samo otroka, tudi sebe iz meseca v mesec, iz leta v mesec, bolj avtonomnega, to pomeni bolj svobodnega, ne vezanega na otroka non-stop. Ne biti ves čas zvezan z otrokom. Ne. Torej avtonomno, imam prostor tudi sebe, da grem na kavo, da grem s prijatelji in tako naprej. Ne. Da razvijam počasi tudi svoje življenje. Nekaj svojega, karkoli je to služba je. Nekaj, kar je zame. Ne. Rekla mamica ena, nič tako dolgo nazaj sem bil prejšnji teden, nekaj, zdaj šele grem lahko, ker delamo z njo, je rekla, zdaj šele grem prijateljci na kavo in sem tam 1 uro in ne mislim na otroka. Prej sem vedno te zadnje možganih imela, kaj se dogaja, evo, točno to. Greš na kavo, greš na to, ampak ti nisi bila še ločena od otroka. Ne. Tam zadnji možgani še vedno delijo in ne delijo samo miselno, tudi čutijo, ker to sposobnosti imajo starši, kaj se dogaja doma, na nezavednem. To treba avtonomijo razviti, da ko greš nekam, potem imaš mir, ne? Ker lahko zaupaš, da je doma mir in s tem se razmejuje in to dela avtonomija, to dela samostojnost otroka, ki se bo pomiril in sam najdel pot in starš, ki bo doma, ko bo nekaj šel, bo lahko miren. Ne? In takrat bo on lahko sam za sebe nekaj naredil. To je pač izhodišče, pa naprej. In včasih to pač ne znamo narediti. Ne? Tudi pri drugih starših, ki nimajo hendikepiranih otrok, je to večkrat težava. Pol pa spodbujanje otroka v lastne razvoje in tako naprej. Naj vam dam en primer in sem res zaključujem. Tisti, ki boste želeli več na temu, kaj delati po skupinah, menda februarja, kdaj izlaufala, bo Brigita več povedala. In tam bomo imeli najnovejšo knjigo, imam iz 2023, ki je priročnik in
za vsako področje posebej se gre tako, tako delaš. Ne teorija, ampak bomo lahko šli skozi vsako področje, vsak razvijal in delil izkušnje, ki večina staršev razvije marsikaj zelo dobrega, odličnega, na kakšnem področju pa lahko škripa. Ne. No in zadnja, da kot primerček dam, ne, kako je recimo paradoks, kaj pomeni to, tak način dela, je ta avtorica opiše, ne, recimo stoji z drugimi starši na igrišču in njen 4-letni otrok teče za drugimi, tam 7-8-letniki, in pač, ker jih ne lovi, oni so bolj spretni, pade, ne, in začne se jokati in močno jokati, ne, tako skoraj dreti in tako. In zdaj ona tam stoji in se pogovarja s starši naprej, seveda pogleda tja in tako, ampak ne gre tja. In zdaj ena mama reče: "Hej, a ne bi šla tja? Kaj delaš? A ne vidiš, da tvoj otrok je padel, joka? Ne? Kaj si nekaj narobe s tabo, ne? A si ti, sploh imaš kakšno sočutje, občutek in tako. A si kakšen starš, tega niso izrekli, ampak med vrsticami to pomeni, ne?" In ona je pa rekla: "Ne, bi že šla, če bi bilo potreba. Ampak jaz vem, poznam njega, da on se hitreje pomiri, če ga pustim pri miru, kakor če pridem jaz tja in drezam z njim. In ga drezam." In se je naučil sam pomiriti. In še to, prej sem ga pripravila, preden je šel tekat za onim, ker je hotel iti ven, se igrati s temi odraslimi, in sem se pogovarjala z njim, da verjetno ne bo šlo, ker oni tečejo hitro, so bolj spretni, ti si majhen, pa boš verjetno padel. Torej ga je pripravila, a izkustveno je pa mogel to izkusiti, da je zdaj to vedel, kaj pomeni, da ne bo mogel enako hitro teči. Tako da je padel, da je dobil izkušnjo. To je učenje. Pripovedovanje ni učenje. Narediti namesto njega ni učenje, je učenje odvisnosti. Samo povedati ni dovolj, ker otrok ne more vedeti, kaj to je, če ni že izkusil. Ampak povedati in pustiti, da pade, kot je ta padel. In potem je nehal jokati, po nekih 10-15 sekundah se je pobral in tekel naprej. Evo, in to je zdaj učenje. Učenje za njega, kaj pomeni. Kaj pomeni, da so odrasli, imajo drugačno gibanje, da on se mora še učiti tako gibati. Pomeni, kako se pomiriti in da ni konec sveta, da lahko vstane in gre naprej. Za mamo pomeni pa to avtonomijo njegovo in zadovoljstvo. Katera mama, kateri starš ne bo zadovoljen, če vidi, da se otrok sam to naredi. In to pomeni, da je to avtonomno podporno starševstvo, ki je na videz bolj zahtevno, v resnici pa na srednji in dolgi rok ravno obratno. Več prostora za oba, več zdravja, ni možnosti, da bi do iztrošenosti prišlo in podobno. Kot rečeno, če bo koga zanimalo, od staršev, bomo imeli skupino, kjer bomo te stvari lahko vadili, trenirali in podobno. Hvala lepa za pozornost, bil sem več kot 15 minut dolg, ampak. Marino, hvala, nisi bil edini. Tako da, ja, 15 minut je res težko, a ne? Ljubiti. Ampak mislim, da je bilo vseeno dragoceno. Marino, boš ti zdaj nehal deliti zaslon, okej? Ja, Da vidimo, kje smo. Okej, še kar nekaj vas je vztrajalo. Hvala za vašo potrpežljivost. Zdaj pa je prišel tisti del današnjega našega srečanja, dogodka, ki se pač v pravem pomenu besede lahko imenuje klepet, a ne? In vas jaz zdaj zelo lepo povabim, da se unmutate. Marino, bi mogoče ti povedal bližnjico za tiste, ki jo potrebujejo? ja, alt, levi alt, A. Okej. In ste zelo lepo povabljeni, da delite svoje misli, svoja spoznanja, svoja vprašanja.
Karkoli. Tudi tukaj z nami so še vedno trije naši današnji gostje in jim lahko zastavite vprašanje. Dober dan, jaz sem Tadej, živijo. Živijo. Jaz bi pa v bistvu imel eno prošnjo. No. Jaz delam eno radijsko informativno oddajo, ker študiram novinarstvo in zdaj sem 3. letnik in bi rabil ene 3 izjave, tako na kratko, pa če bi lahko vsakega malo vprašal nekaj, bi šlo. Ok. Tadej, koliko časa misliš, da bo tole vzelo? Minutko. Ok, izvoli. Se lahko snemamo, ne? Ja, tako in tako se, ja, seveda. Ok. Ne, ker jaz rabim kratke izjave, tako je ne. Ok. 30 max. Naši gostje, se strinjate s tem, da vas Tadej posname? Pa še to ne bom vseh, sam 3 bom. Kaj pa, jaz imam predlog, če bi to na koncu, pa da prej kakšne vprašanje in to. Lahko tudi na koncu, ja. Ok, Ja. Ok, dobro, lahko na dobro. koncu, ni problema. Hvala Ok. drugače. Ja, ja. Kar pogumno s kakšnim vprašanjem, ne rabite se sekirati in obremenjevati s tem, je vprašanje neumno, ker takih ni, tako da dobrodošli. Ok, če v tem trenutku ni ničesar, kar bi želeli deliti, mogoče lahko vseeno damo Tadej tebi čas za to, kar želiš ti narediti, pa bomo videli, če se bo v tem času kdo opogumil, prav? Ja, ok, se jaz ne bom dolg, jaz v bistvu pač pripravljam v bistvu eno kratko informativno radijsko oddajo, glavna tema je pa so pa slepi in slabovidni, no, in sem pač videl danes ta dogodek in se mi je zdela dobra priložnost, da pač lahko vprašam malo. Tako da, a lahko kar z vami začnem, Brigita? Lahko. Ok. Pa bi v bistvu na kratko samo, če bi lahko povedali, kako ste v bistvu prišli na to idejo, na ta predavanja za opolnomočenje slepih in slabovidnih otrok, v bistvu, kako je nastal ta projekt? Okay. Današnje predavanje je samo eden od 3 dogodkov v nizu klepetov o samostojnosti. Za izvedbo teh dogodkov smo se pa odločili na podlagi izražene želje nekaterih staršev slepih in slabovidnih otrok, ker so izpostavili, da si želijo srečanj prek Zooma, ker jim je takšen način lažji, da vstopajo v mogoče v skupnost ostalih staršev slepih in slabovidnih otrok. Temo samostojnosti smo pa izbrali zato, ker se nam je zdela ta tema mogoče majčkeno zapostavljena v tem času, in smo ocenili, da bi jo bilo vredno dodatno osvetliti. Super, hvala. Zdaj bi pa mogoče gospo Janjo vprašal, če je tule. Ja, sem še tule. Bi vas pa vprašal, mogoče, če na kratko bi lahko povzeli iz vašega predavanja, kako spodbujati v bistvu slepega otroka, da je čim bolj opolnomočen oziroma samostojen. Ok, na kratko, lahko ene par ključnih besed povem, no. Zagotavljati izkušnje, konkretne izkušnje, omogočiti en občutek sprejetosti, spodbujati aktivno učenje, veliko potrpljenja, časovne organizacije starša, ponujati izbiro, recimo res konkretno učiti teh področij razvoja,
opisovati dogajanje okoli otroka, korake med aktivnostjo, konkretno, jasno, ustvarjati eno varno okolje za raziskovanje, varno in spodbudno, no, predvidljivo, spodbujati socialne stike, se pogovarjati o okvari vida. A je dovolj na kratko? Ja, super bo, hvala, super. A bi lahko še vas, gospod Marino, Prosim. če bi to, kar ste zdaj predavali, te psihološke vidike, se pravi o vzgoji, če bi lahko o tem malo na kratko povedali. Prosim. Za starša Za je starše, pol- ja. Ja. Kako vzgajati slepega otroka. Vzgoja slepih slabovidnih otrok se pogosto da velik poudarek, kako je treba pristopiti, kaj je potrebno narediti, da bi otroka naučili nekaj in ga tudi čim bolj samostojnega vzgojili. Pri tem je potrebno poleg tehnik, metod in načinov, kako se tega loti, razumeti, da je odvisno tudi, kako starš sebe doživlja ob tem, kako je sproščen, kako doma odnosi tečejo, koliko je zadovoljen s svojim življenjem. In to vpliva na odnos do otroka, to vpliva na njun odnos in hkrati na razvoj in izboljševanje samostojnosti otroka. Zato ne bi smeli zanemariti tudi starševski razvoj, starševski vidik. Dobro, zdaj sem malo, mogoče pa tle odrežete, pa je. Ok, super. Saj ste rekel kratko. Najlepša hvala, da ste se odzvali, no, tako da to bi bilo v bistvu vse. Tako da res se vam zahvaljujem za izjave. Hvala, res. Nikaj. Z veseljem. Dobro nalogo želim. Ja, najlepša hvala, res. Hvala, da ste se odzvali še enkrat. Ok. A se je mogoče v tem času zastavilo kakšno vprašanje? Je kakšna stvar, ki bi jo kdo še rad delil, vprašal? Lahko tudi napiše, če mu je lažje. Ja, lahko uporabite chat. Jaz sem ga malo nazaj uporabila zato, da vas prek chata sprašujem za vaše mnenje še o zadnjih 2 predavanjih. Tako da... Ok. Nič, če ni nobenega, bi se jaz, Brigita, tebi zahvalila za to, da si nas povabila, da smo imeli možnost spregovoriti. Fino, zelo fajn in pohvalno se mi zdi, da smo imeli tudi v bistvu slepi možnost spregovoriti o tem, ne? Kako mi to področje doživljamo oziroma kako se z njim spopadamo, soočamo. Tako da upam, vsaj jaz osebno, še na kakšno sodelovanje. Bilo je zelo prijetno. Ok. Tudi jaz se zahvaljujem vsem predavateljem. Verjamem, da je bilo tudi v teh 15 ali pa 20 minut zajetih veliko dragocenih stvari. In verjamem, da je tudi na to temo pač še marsikaj za povedati. Zahvaljujem se tudi vsem, ki ste bili danes z nami. In vam vsem želim lepe decembrske dni. Srečno! Hvala enako. Hvala, nasvidenje. Enako, nasvidenje. Nasvidenje.